Spomin na Simona Jenka se obudi vsako leto oktobra ob Jenkovih dnevih. Ob njegovem grobu v Kranju in spomeniku na Podreči se krajani Mavčič in kulturnega društva Simona Jenka Šmunca poklonijo njegovemu spominu. Še posebej pa so veseli sodelovanja z Društvom slovenskih pisateljev, ki v okviru Jenkovih dnevov organizira izbor in podelitev Jenkove nagrade enemu od slovenskih pesnikov, in to za najboljšo pesniško zbirko v preteklih 2 letih. Pesnik Simon Jenko velja za drugega največjega slovenskega pesnika, takoj za Francetom Prešernom. Rodil se je na Podreči 27. oktobra 1835 in umrl še mlad, star 34 let v Kranju. Spomin na pesnika je obujen vsako leto z Jenkovimi dnevi. Prebivalci vasi na desnem bregu Save so ponosni, da je pesnik živel ravno med njimi. Rečem zase osebno, mi pomenijo zelo veliko. In imam pa občutek, da tudi ostalim mojim sovaščanom in tudi sokrajanom v krajevni skupnosti Mavčiče, ali pa če rečemo v Fari Mavče, kar veliko, ker Jenka se spominjajo rodovi že nazaj in mislim, da ni bilo generacije, ki ne bi spremljala njegove poezije in tudi mislim, da zdaj tudi zadnje čase še bolj v šoli poudarjajo njegove pesmi, se je še stalno živ in njegovi teksti, njegove pesmi so zelo, zelo aktualne. Letos so podelili že 29. Jenkovo nagrado za samostojno pesniško zbirko. Predsednik Društva slovenskih pisateljev Veno Taufer je bil tudi sam pred leti Jenkov nagrajenec. Izmed koliko nominirancev ste izbrali nagrajenca Jenkove nagrade? Ja, prvi krog je bil zelo širok, nekaj čez 100. Vsako leto je okrog 130-150 zbirk. Izločimo potem seveda vse ponatise, prevode, poezije, izbrane pesmi in tako naprej. Ampak samo res zbirke pesmi, ki so išle v teh 2 letih. Strokovna žirija v pesniških zbirkah išče tisto, kar je novo, kvalitetno. V drugem krogu tako izberejo 5 nominiranih zbirk, izmed le-teh po 3. krogu zmagovalca, dobitnika Jenkove nagrade. To so zbirke, ki bodo po vsej verjetnosti ostale. Od teh 29 bi težko rekel, da je katera zbirka izgubila svoj zven, izgubila svojo vrednost, svojo tehtnost. Nekaj med njimi jih pa je, ki so tako imenovane, kot se danes nekako modno reče, ki so kultne zbirke, se pravi zbirke, ki jih berejo vsi pesniki, ki so nekako mejni kamni v 30-letni zgodovini slovenske lirike in nekaj jih bo ostalo za vselej. Letošnja Jenkova nagrajenka je pesnica Anja Golob s pesniško zbirko Vesa v vzgibi. Podeljene nagrade je bila vesela, tudi iz značajnih razlogov je odklonila denarno nagrado. Na prireditev Knjižnico Medvode so tako prišli 3 nominiranci in med pogovorom z voditeljico večera Moniko Tavčar prebrali tudi nekaj svoje poezije. Peter Kolšek je bil nominiran za pesniško zbirko, za katero je dobil idejo med počitnikovanjem na Jadranskem otoku. Naslove Dekleta pojejo nastal je pa tako, da sem čisto anekdotično ozadje nekega večera sedel na nekem balkonu na morju, nekem apartmaju, na enem otoku pravzaprav, no, in gledal tam na križišče spodaj, in so se tam prikotalila od nekod neka prav vesela dekleta, se objemala, na ves glas prepevala, ura je bila že proti polnoči. No, in iz tega prizora je potem nastala tudi neka pesem, s tem naslovom, ki sem se potem odločil, da bi lahko dala naslov celi knjigi. Zbirka je nastajala 2 leti, nekako 1 pesem na mesec. Tukaj seveda zdaj je neka simbolika, težko je zdaj konkretizirati te zadeve. Rečeno je recimo toliko, da življenje mineva, dekleta pa kljub temu veselo prepevajo oziroma se te minljivosti ne zavedajo, dekleta ali mladi, skratka
Minevanje ima svoje zakonitosti, ne, to trenutno doživljanje sveta in brezčasja pa seveda svoje. No. In o tem seveda tudi nekako govori vsa moja knjiga in pravzaprav tudi vsa moja poezija. Denis Škofic prihaja iz Prekmurja, nominiran je bil za njegovo prvo pesniško zbirko Sprehajalec ptic. Pesmi večino govorijo pač o našem času, o tem, kako pač se razpada, o tem, kako propadajo tovarne, kako ljudje pač ne vejo, kako naj grejo naprej, oziroma pač v tem času pač krize. Nominirana je bila tudi pesniška zbirka z angleškim naslovom avtorice Radharani Pernarčič. Naslov je pač angleški in sicer Bull Roarer, kar v bistvu pomeni, to je ime enega inštrumenta. V slovenščini je prevod tega brnilka, ampak nekako sem hotela tudi ohraniti občutek, metaforo, ki nekako v angleškem naslovu je prisoten, v slovenskem ga ni. Pesmi pa imajo po besedah avtorice zanimivo rdečo nit. Pravzaprav vibracija, bolj kot neka tema. Neka blazna sila sveta človeka, ki se hoče postaviti v svet, ki se hoče izraziti. In je pravzaprav sploh ni možno zaiziti, lahko ji samo sledimo. Vse nominirane pesniške zbirke za Jenkovo nagrado so na voljo za prebiranje tudi v knjižnici Medvode.